Izrael se pripravlja na nekaj, česar skoraj nikoli ni storil prej. In če se to zgodi, bi lahko spremenilo celotno ravnotežje moči v vojni proti terorizmu. A to je šele začetek. Ker medtem, ko se svet osredotoča na Gazo in Iran, se veliko večja bitka tiho odvija po Judeji in Samariji, vključno s šokantnim razkritjem predsednika palestinske uprave Mahmuda Abbasa. Vse to in še več v današnji Judecation. Dobrodošli nazaj v Judecation tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Haston. Pojdimo kar naravnost v to. JNS je ta teden poročal, da je zakon, ki predvideva smrtno kazen za obsojene teroristične morilce, začel veljati v Judeji in Samariji. To potem, ko je poveljnik osrednjega poveljstva izraelskih obrambnih sil podpisal vojaški ukaz za izvajanje tega ukrepa. Objava je sledila odobritvi zakonodaje v Knesetu 30. marca, ki določa smrtno kazen za neizraelske prebivalce Judeje in Samarije, obsojeni za izvajanje smrtonosnih terorističnih napadov. Razen, če vojaško sodišče ugotovi, da posebne okoliščine upravičujejo dosmrtno zaporno kazen. Ta zakon je bil omogočen in pospešen kot posledica pokola 7. oktobra. Spomnimo se, da velja le v določenih jurisdikcijah, kot so vojaška sodišča v Judeji in Samariji. Še vedno pušča sodniško diskrecijo, kar pomeni, da ne gre za avtomatično usmrtitev. In Izrael, zgodovinsko gledano, skoraj nikoli ni uporabil smrtne kazni v praksi. Nazadnje je bil to uradnik nacistične stranke Adolf Eichmann, ki so ga leta 1962 usmrtili v Jeruzalemu zaradi njegove vloge v holokaustu. Tako da bomo morali počakati, kaj se bo zgodilo. Zame sta tukaj dve vprašanji. Prvič, zgodovinsko gledano je bil Izrael pripravljen izpustiti arabske teroristične morilce v izmenjavah zapornikov. Nazadnje je Izrael izpustil morilce, da bi iz Gaze rešil naše talce. Če bi Izrael uvedel smrtno kazen, potem ne bi bilo zapornikov ali pa bi jih bilo manj, ki bi jih Izrael izpustil, se bi bili že mrtvi. In to je velika prednost. Osebno sem proti temu, da bi teroristične morilce kdajkoli izpustili nazaj na ulice. A dejstvo je, da je to tisto, kar Izrael počne. V tem primeru bi slabi fantje izgubili vzvod, saj bi tisti, ki ubijajo Izraelce, lahko bili usmrčeni. Drugič, vprašanje je, ali bo to ustvarilo pomemben odvračilni učinek. Imamo opravka z džihadističnim kultom smrti, ki je pripravljena umreti, če to pomeni, da bodo v tem procesu ubili Jude. Ali bi si potencialni terorist premislil, če bi vedel, da ga lahko po izvedenem napadu, če preživi, doleti smrtna kazen? Predvidevam, da mnogim to ne bi bilo mar in bi vseeno poskušali izvesti napad. Kljub temu, če bi ta zakon odvrnil nekatere potencialne teroriste od dejanja, bi ta zakon rešil življenja. Skratka, popolnoma podpiram ta novi zakon, vendar bo čas pokazal, ali bo dejansko tudi praktično uveljavljen in ali bo res služil kot odvračilo. Nadaljujemo. Predsednik palestinske oblasti Mahmud Abbas je priznal, da bodo davčna sredstva, ki jih zadržuje Izrael, uporabljena za financiranje palestinskih teroristov. To se je zgodilo med govorom na 8. generalnem kongresu Fataha in o tem je poročal Palestinian Media Watch. Abbasove izjave potrjujejo, da palestinska oblast ni končala svoje politike plačil za umore, čeprav je prestrukturirala izplačila in se sredstva zdaj razdeljujejo pod krinko socialne pomoči. A ne pustite se zavesti, nič se ni spremenilo. Oglejmo si ta posnetek PMV. Če denar palestinskega ljudstva, ki ga je bilo do zdaj že veliko, še naprej prihaja od preseženega do zdaj, ki je do zdaj že presegel. Pri Allahu nafta je že presegla 5 milijard dolarjev. Pri Allahu naša luč je naftna, tega ne prenese. To tudi mi prenesemo, 5 milijard dolarjev in vse to bo šlo za zaposlene in za družine in druge. Kot pravi Abbas, nadaljnje zadrževanje sredstev palestinskega ljudstva, ki so doslej presegla 5 milijard dolarjev. In vse to je treba izplačati javnim uslužbencem, zapornikom. Zaporniki, to pomeni teroristi v izraelskih zaporih. Izrael je začel zadrževati sredstva, ki jih je palestinska uprava uporabljala za izplačilo plač teroristom že leta 2022, po sprejetju podobne zakonodaje v Washingtonu leta 2018.
Zakon Taylor Force pomeni, da Washington ne more nuditi gospodarske pomoči Ramali, dokler ne preneha s plačili za ubijanje in svojimi javnimi izjavami podpore terorizmu. Ustanovitelj in direktor Palestinian Media Watch Itamar Marcus je za Jerusalem Post komentiral, da mora Abbasovo priznanje imeti pomembne in mednarodne posledice. Marcus je dejal, da so zahodne države, da bi upravičile nadaljne financiranje palestinske oblasti, zanikale ugotovitve PMV, da se plačila za ubijanje nadaljujejo in sprejele Abbasove laži, da je palestinska oblast prenehala financirati teroriste septembra 2025, je pojasnil. Abbasovo odkrito priznanje pred kamero, da potrebuje denar za plačilo zapornikov ali teroristov, potrjuje dokumentacijo PMV. Marcus je nadaljeval in dejal, da bi bilo za Izrael pametno, če bi uporabil ta video za pritisk na zahodne države, naj prenehajo financirati teror palestinske oblasti in zadržijo priznanje tako imenovane palestinske države, ki so ga Francija in druge države pogojevale z obljubo palestinske oblasti, da bo končala plačila za ubijanje. PMV navaja, da je bilo po poročilu ameriškega zunanjega ministrstva, objavljenem prejšnji mesec, lani teroristom in njihovim družinam izplačanih skupno $156 milijonov. $126 milijonov je bilo izplačanih teroristom, vključno s tistimi, ki so bili izpuščeni iz izraelskega pripora. $30 milijonov pa je bilo izplačanih družinam teroristov, ki so umrli med izvajanjem svojih terorističnih dejanj. Pa je obljubila, da bo družinam izplačala skupno $214 milijonov. Po podatkih PMV so gospodarske posledice manjkajočih sredstev povzročile velike težave v javnem sektorju, PA. Zaposleni so bili prisiljeni preživeti le z delom svojih plač. Javne ustanove, kot so šole, pa delujejo le delno oziroma s skrajšanim delovnim časom. Skratka, ljudje, PA išče denar, da bi plačala teroristom in njihovim družinam. To je njihova glavna prednostna naloga, ne šole, bolnišnice ali mir, ki ga nikoli niso podpirali. Njihov projekt številka 1 je plačevanje teroristov, ki jih ujamejo med poskusom umora Judov. In če terorist pri tem umre, potem njegova družina prejema plačo od palestinske oblasti. To je družba, ob kateri živimo, v Judeji in Samariji ter v celotnem Izraelu. To so ljudje, s katerimi naj bi sklenili mir. Več kot 30 let se ukvarjamo s tem, po lažnih obljubah o miru. Čas je, da Izrael enkrat za vselej opusti palestinsko oblast, da opusti sporazume iz Osla, ki so nam prinesli le žalost in pogubo, smrt in uničenje. Poiščimo drugo pot naprej. Mimogrede, začeti bi morali s suverenostjo. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrich je ta teden odredil takojšnjo evakuacijo Han al-Ahmar, sporne naselbine v judejski puščavi, kjer so arabski beduini nezakonito postavili zgradbe in bivališča. Smotrich, ki je tudi minister na izraelskem obrambnem ministrstvu, odgovoren za civilne zadeve v Judeji in Samariji, je po navedbah svojega urada svojemu predstavniku v civilni upravi naročil naj sprejme vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo izvedbo te poteze. Jeruzalem si že leta prizadeva preseliti skupnost, ki se nahaja v strateškem koridorju E1 med Jeruzalemom in Male Adumimom. Na tiskovni konferenci ta teden je Smotrich dejal, da je evakuacija del povračilnih ukrepov Jeruzalema proti PA, ki jo je obtožil, da je sprožila zahtevo za tajni nalog za njegovo aretacijo na Mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu. Smotrich je dejal: kar je gotovo, je to, da palestinska oblast in njeni ljudje stojijo za celotnim tem procesom. Dejal je, da stojijo za pravno vojskovanje na Mednarodnem kazenskem sodišču in Meddržavnem sodišču. Poglejmo si to podrobneje. Nezakonito taborišče v Han al-Amru je ob avtocesti 1 med Jeruzalemom in Mrtvim morjem. To je vodilna nezakonita skupnost palestinske uprave na območju C, ki je pod popolnim izraelskim nadzorom. Vse to je del Fajadovega načrta iz leta 2009, po katerem palestinska uprava ustvarja te skupnosti iz nič. Postavijo jih na strateških lokacijah na območju C. Običajno začnejo z nezakonito šolo, nato pa gradijo okoli nje. Tako je bilo tudi tukaj. Palestinska uprava dobro ve, kako slabo izpade, če je Izrael prisiljen odstraniti šolo. To je pravzaprav briljanten načrt. Svoje otroke uporabljajo kot pešake. Postavijo šolo, pripeljejo otroke in potem pridejo mediji, da naredijo slike. Če se Izrael odloči, da jo odstrani, ti otroci postanejo njihovi igralci v tej hollywoodski produkciji. Han al-Amir je nezakonita skupnost.
Izraelsko vrhovno sodišče je jasno povedalo, da je to nezakonito. To tudi ni varno mesto. Je tik ob avtocesti. Toda palestinska uprava tam zadržuje te beduine, še posebej otroke, tudi kot pešake za prevzem izraelske državne zemlje. Tukaj imate ministra Smotriča, ki pravi, da je čas, da to enkrat za vselej odstranimo. To bi morali narediti že pred leti, vendar nobena vlada ni bila pripravljena ukrepati. Morda je razlog v tem, da nočejo, da bi se pojavljale slike skupnosti in šole, ki jo odstranjujejo. Toda Smotrič zdaj išče načine, kako kaznovati palestinsko upravo zaradi tega tajnega naloga za aretacijo proti njemu na Mednarodnem kazenskem sodišču. Seveda ima prav. Seveda palestinska uprava na vse mogoče načine poskuša spraviti Izrael in izraelske uradnike v težave. Tako se obnašajo naši tako imenovani mirovni partnerji. Izrael bi moral odstraniti to nezakonito vas. To bi moral storiti, ker smo pravna država. Če je za ukrepanje Izraela potrebna tajna naloga za aretacijo, naj bo tako. Ni idealno in s tem bi se morali ukvarjati že pred leti. A čas je, da Izrael to enkrat za vselej uredi. In mimogrede, ne samo Han al-Mar, ukrepati bi morali po vsej Judeji in Samariji ter odstraniti nezakonita taborišča PA. Gremo naprej. Ta teden imamo odlične novice. Po letih dela so ta teden odprli železniško postajo Samarija-Tibet, ki povezuje skupnosti v severni Samariji in Tibetu z nacionalnim železniškim omrežjem. Odprtje postaje naj bi povzročilo prometno revolucijo. Za prebivalce območja to pomeni neposredno povezavo skupnosti severne Samarije s središčem Izraela. Nova postaja pomeni zgodovinski mejnik, saj je to prvič, da uradna železniška postaja v državi Izrael nosi ime Samarija. Postaja bo služila 10.000 potnikov iz vse regije, zlasti prebivalcem skupnosti Avnej Hefec, Salit Cufim, Einav in Šavej Šomron. Vodja regionalnega sveta Samarija, Josi Dagan, je dejal, da je postaja Samarija-Tibet velik korak naprej za kakovost življenja, varnost in gospodarski razvoj v regiji. To je pomemben korak k našemu cilju, da v Samarijo pripeljemo 1 milijon prebivalcev in okrepimo povezavo med Samarijo in območjem Tel Aviva ter celotno osrednjo Izrael. Dodaja, da je naselitveni projekt judovskih skupnosti v Samariji neločljiv del države Izrael in tako bo ostalo zavedno. To so res velike novice. Ko gradiš infrastrukturo na nekem območju, s tem pokažeš, da misliš ostati. Ko vlagaš milijone dolarjev v neko območje, to dokazuje, da si zavezan prihodnosti. Žal pa smo videli, da to ni vedno tako. Leta 2005 je Izrael v resnici uničil celo civilizacijo, ko smo umaknili vseh 10.000 Izraelcev iz Gaze in severne Samarije ter uničili večino tamkajšnjih stavb. Upam, da smo se iz te napake kaj naučili. Upam, da ta nova železniška proga resnično pomeni postavljanje trajnih temeljev za judovsko življenje v severni Samariji. Zdaj pa še en primer trajnosti. Seveda upam. Regionalni svet Binjamin poroča, da gradnja naprednega medicinskega centra na Naši, ki ga gradijo v partnerstvu s skladom One Israel Fund, hitro napreduje. Pričakujejo, da bo medicinski center odprt naslednje leto. Uredniki sveta poudarjajo, da gre za eno najpomembnejših pobud, ki se trenutno izvajajo za prebivalce Binjamina, in pričakujejo, da bo to prineslo pravo preobrazbo v dostopnosti zdravstvene oskrbe v regiji. Novi center je zasnovan tako, da zagotavlja napredne zdravstvene storitve, ki so bližje in bolj dostopne, s čimer se zmanjša potreba po dolgih poteh do zdravstvenih centrov zunaj območja za zdravljenje, preiskave in druge zdravstvene storitve. Torej, v preteklosti, če ste živeli v Binjaminu in ste potrebovali nujno zdravljenje, ste se morali peljati v kraje, kot je Jeruzalem, kar je lahko trajalo skoraj 1 uro. Ta zdravstveni center je rešitev za takojšnjo oskrbo. V Guše Cionu, kjer živim, imamo zdravstveni center. Torej, če potrebujete nujno oskrbo, vam ni treba voziti 45 minut do bolnišnice v Jeruzalemu. To je odlična novica za prebivalce tega območja. Širše gledano, tako kot železniška postaja, je tudi to še en simbol trajnosti. To je še en simbol, da Izrael ne bo storil samomora z ustanovitvijo teroristične države palestinske uprave v naši prastari domovini. Na prvi pogled se morda sliši kot majhna zgodba, nova železniška postaja, vendar je vsaka od teh zgodb velika novica za prihodnost skupnosti v Judeji in Samariji ter za ves Izrael.
Končno sem ta teden napisal članek za JNS, v katerem sem delil novico, da je plenum Kneseta v prvem branju odobril zakon o organu za dediščino Judeje in Samarije. Predlog zakona, ki ga je predlagal poslanec Likuda Amit Halevi, je namenjen vzpostavitvi neposredne odgovornosti države za starine, dediščino in arheološka najdišča po vsej Judeji in Samariji. Po predlogu bi organ deloval kot neodvisna strokovna uprava, zadolžena za izboljšanje in poenostavitev upravljanja dediščinskih območij ter zmanjšanje škode na njih. Zakonodaja prav tako želi z zakonom zagotoviti financiranje dejavnosti organa preko proračuna Ministrstva za dediščino. Vrsto let so Arabci na območjih pod palestinsko upravo uničevali izraelska arheološka in dediščinska območja v Judeji in Samariji. Zelo malo je bilo storjenega, da bi to preprečili. Zdaj Izrael ustanavlja novo telo, ki bo odgovorno za zaščito teh območij. Po sporazumih iz Osla med Izraelom in PLO je bila palestinska uprava zadolžena za zaščito arheoloških najdišč na območjih A in B pod svojo jurisdikcijo. Vendar palestinski upravi ni uspelo preprečiti razširjenega vandalizma. MK Halevi je povedal, da po 59 letih zanemarjanja, potem ko je Izrael po 6-dnevni vojni prevzel upravo nad območjem, Izrael končno prevzema uradno in resno odgovornost za zaščito svojih duhovnih in kulturnih zakladov. Halevi je dejal, da je zakon zgodovinski in da predstavlja prvič, ko bi Izrael neposredno uveljavljal izraelsko zakonodajo nad najdišči v Judeji in Samariji. To je zelo pozitiven razvoj. V preteklosti smo govorili o arheološkem terorizmu, ki se dogaja pod palestinsko upravo. Kakšen je torej njihov cilj? Kakšen je cilj palestinske uprave? Zelo preprosto. Izbrisati vse sledi judovske zgodovine v Judeji in Samariji. To počnejo že zadnjih 59 let. To se dogaja tudi v Jeruzalemu, kjer so Arabci uničili judovske artefakte na tempeljskem griču. Sam sem to videl. Želijo trditi, da templji v Jeruzalemu nikoli niso obstajali. Zato uničijo vse dokaze. Palestinska uprava tega nikoli ni poskušala ustaviti. Skrajni čas je, da Izrael začne to vprašanje jemati resno. To je bilo prvo branje zakona, zato ne prehitevajmo. Zakon mora iti še skozi 2 branju, preden postane zakon. Upajmo, da se bo to zgodilo. Moramo varovati svojo zgodovino za boljšo prihodnost. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili v tej tedenski oddaji Judea Okazion. Moje ime je Josh Haston, dopisnik za JNS TV. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj na JNS TV. Producentki Barbari Hanamov, inženirju Aronu Rogalenterju, Zahu Sikermanu, Ryanu Lišicu, vodji postaje Juriju Svereckemu in videomontažerki Olgi Senatov. Poskrbite, da se nam pridružite tudi naslednji teden tukaj na Judea Okazion, na JNS TV, nam namenite super zahvalo, se naročite in obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Želim vam odličen teden vsi skupaj.